Spoštovane dame in gospodje, projekt Ključ na terenu. Tokrat spet v Natura Day modusu in sicer zunaj, oziroma zunaj. Danes zelo močno piha in tu še en prikaz več, kakšno zavetje nudijo gozdovi oziroma ustrezne lokacije v gozdovih. Veter preneha, turobna narava se umiri, duša se sprosti in človek se lahko dejansko v tisto čist logično meditativno stanje spusti, kjer ni neke filozofije, nekega mutenja in nekega čudnega odnosa do sveta, ampak čist konkretno spraševanje in premikanje v smeri humanizacije, kajti sodobno človeštvo je zelo daleč od tega, nekako se govori samo o človekovih pravicah, zanemarja se pa človekove dolžnosti in človekova dolžnost je, da skrbi za naravo, za rastline, živali in za zdravo ravnovesje sveta, kar pa trenutno seveda ni situacija. In jaz pretekle dni večkrat pridem sem, kjer se zemlja odpre, če se tako izrazimo, tukaj je izvir vode, vse skupaj je v obliki srca. Če damo v angleški besedi earth, h na začetek, dobimo heart in to vemo, kaj je, simbol za ljubezen, simbol za življenje in simbol za pamet. In ko človek se dejansko poglobi v takšne zadeve, kjer ni treba preveč filozofirati in mutiti, ampak realizirati in lifrati, dejansko ugotovi, kako je življenje preprosto, vkolikor se ga živi v pravi smeri in da večino problemov, ki jih imamo, od raznih depresij in podobno, je samo posledica dehumanizacije, ki se jo trajba v družbi. In ravno prej, ko sem čistil smeti, sem želel povedati v videoblogu, vsi tisti, ki jamrajo, kako so depresivni, kako je težko in tako dalje. Intermezzo, zdaj, ko smo že tu, bomo še to smet odnesli. Vsi tisti, ki jamrajo, se zapirajo v neko stanovanje in podobno, žrejo antidepresive in ostalo sranje. Naj vzamejo vrečo za smeti, se spravijo v naravo, kajti dostopnost do gozdov je omogočena tudi v mestih. In naj začnejo čistiti naravo in potem po enem mesecu povedo, kako se jim je počutje spremenilo na boljše. Tako da, kaj dejansko v tem ključu hočem povedati? Človek je bitje, ki bi moralo živeti aktivno vlogo v naravi, se pravi ohranjanje, negovanje in progresivni zdrav razvoj. Kar se pa danes dogaja, je pa razkroj. In dokler bo to tako, dokler bo tak mindset gnal vse skupaj naprej, se bodo problemi samo večali in ne odpravljali. In v bistvu pa je rešitev zelo enostavna. Samo se stopiti z škodljivega egotripa in stopiti na koristen ekotrip. In da se zelo preprosto.